novi oddaji Petkov Extreme. Sprehlejen. Ne, nisem. Okay. Dolhnaja ni bilo, tako da dobrodošli vsi, ki še gledate, dobrodošli tisti, ki niste gledali, pa zdaj na nov gledate, vseh sva vesela, se opravičujeva, ker najedele 2 tedna ni bilo, Matic je šel v Švico. Na dopust. Na dopust. Ja. Da vijo, zakaj to? Ljudje snimajo bloge, ki vsak dan beležijo, kaj se dogaja. Tudi ti lahko poveš svojim najnim gledalcem, kje si bil. Tako da, to je to. Gremo naprej na oddajo. Današnja oddaja sem jaz pripravil in to je, nekaj cajta sem, v bistvu nedolgo nazaj, sem dojel, na internetu prebral, pač, ki je bilo v Ženevi ta avto šov, da je zdaj najhitrejši nek avto, ni več. Jaz sem mislil v bistvu, da je bil, po raziskavi sem gotovo, da sem narobe mislil, da je bil Bugatti Veyron najhitrejši avto do takrat, ampak ni bil. Tako da, zdaj je nek drug. In tukaj mi je dal misliti, da grem, kaj je najhitrejši, da naredimo oddajo o najhitrejših stvareh, in v tem bo današnja oddaja. In začnemo od najpočasnejših do najhitrejših. Sem zrangiral in začnemo. Se pravi, najpočasnejših avtov do najhitrejših. Ne. Okay. Od nasplošno stvari, tudi do avtov pridemo. Okay. Ampak vmes vse, ne samo avtomobile. Ne? In začeli bomo iz polžem, najhitrejši polž. Wow, okay. Tako da, ki je šel v Guinnessovo knjigo rekordov leta 1995, imajo tekmovanje 33 cm dolga proga je. In koliko časa rab polž, da pride teh 33 cm. In ta polž, ki je zmagal leta 95, do danes ga še ni prehitel noben, je rabo 2 minute. To je res rekorder. Tako da 2 minuti. 2 minuti rabo, da je to dosegel, tako da ja, okay. Najhitrejši polž. Okay. In kjera vrsta polža? Ne vem, kjera vrsta, ampak imenoval se je Archie, njegov trener je bil pa Karl Brenhman. Koliko cajta polži živijo? Me pa zanima, koliko generacij že ta rekord drži v bistvu. Sej to, ja. To je bil res en hiter polž. Mislim, da sem bral, da nekje leta 2005, tam nek, ne vem, ali 9, ne vem, ne točno. 10, Ja, je bil en zelo blizu, ampak ga ni prehitel. Tako da, mogoče drug let. Ja, mogoče. Tako da, zdaj gremo pa iz polžov na drugo najhitrejšo stvar in to je človek. Okay. Ampak kdo je bil najhitrejši človek? Usain Bolt. Tako je, mogoče veš, kakšno hitrost je dosegel? A je hitrost? Ja. Ne vem. 44,72 km/h oziroma 27,8 milje na uro. Okay. To je bilo 16. augusta 2009 v Berlinu. Ja. Tako da, se spomnim. Se spomniš. Ja. Jaz, ki sem videl ta datum, bi rekel, da ni toliko daleč, to je 10 let. Ja, ker ja. Se že on 5-6 let ni več. Ja. V bistvu ni več, ne laufa več. Ja, ker gre, čas gre hiter. Res gre hiter. Jaz bi rekel 5 let, mogoče, da je bilo to nazaj. Mogoče res, kaj pomisliš. Ampak ja, je. Ok, gremo naprej. Bomo šli, zdaj gremo na najhitrejšo žival. Kjera je najhitrejša žival? Gepard. Pravilen odgovor. Realno je pač nek nekakšen mikrob. Ne, in to ja, ampak pač tako, da je prav tako žival, je pač nek netopir, ki leti, ampak pač to tisti doseže nekje 160 km/h, ampak okay. To meni ni zanimivo, zaradi tega, ker leti pa je, pa ni. Ja, ta mora laufati. Da laufa je pa pač gepard najhitrejši, dosegel je pa nekje od 109 do 120 km/h je hitrost. Ampak to lahko laufa samo nekaj 10 sekund, pa mora pa eno uro počakati. Tako, ni to, da bi to on držal to hitrost, ampak pač doseže pa najvišjo hitrost. Zato je tudi po enih teorijah človek v bistvu na vrhu. Ja, zaradi vzdržljivosti. Zato, ker lahko laufa. Edin pes je še mu nekako seže. Ja. Vse smo pa vzgojili. Ja, je res. Tako da,
Evo, zdaj gremo pa mi naprej, Pridemo pa na avtomobile. Zdaj pa to, ker zaradi česar sem jaz v bistvu se spomnil na to dajo. Imamo zdaj jaz iz mojih časov, ko sem bil še majhen, se spomnim jaz enega avtomobila, ki je bil najhitrejši, narejen leta 93. Lamborghini. Ne. Ok, Shelby. Ne. Ko pa? McLaren F1. Ok. To je bil pa avto, ki sem si ga, jaz sem igral Need for Speed 2 in sem si, zmer sem ta avto zbral in to je bil avto, ki sem rekel, ja, zdajle, ki je bilo to nova igrica Need for Speed 2, to je že staro ka zemlja, ampak ko bom jaz star to, da bom jaz imel izpit pa to, si bom kupil ta avto zaradi tega, ker mu bo itak takrat že cena padla, dela je pač toliko drh, kaj je nov, ampak jaz bom takrat ga kupil lahko zaradi tega, ker ta avto si pa jaz res želim, Kako bi se zdaj Gregor iz prihodnosti smejal, Gregor iz preteklosti? 10-krat dražji avto, kot je bil takrat. Ampak ja, takrat sem imel tako idejo, da bom to jaz takrat kupil, ker bo to star avto in bom jaz še zmer hotel. In realno je še zmer ta želja, da bi jaz ta avto enkrat furil, tako da pač. Ja, McLaren F1, je pa tak egoističen avto to, zaradi tega, ker je pač samo eden lahko noter sedi. Aha. Tako da pač, ja. Ampak ja, ta avto je bil drugač v igrici. Je bil najhitrejši? Ja, in je šel 373 km/h. Tok si ti šel ali tok je bil rekord? Tok sem šel jaz v igrici. Mislim pač, tok je bil, ki si se furil na progo, si šel 373. In sem zelo razočaran, ker realna hitrost je 355 tega avtomobila. Mogoče nos uporabo, veš pa. Ni bilo takrat še nosa. To je bilo underground tank, je bil nos. Joj. 221 mil na uro, tako da 355 km/h, ampak je velika hitrost, če pomisliš za leto 93. Tako da ja, tako da pol naprej, kar sem pa jaz mislil, je bil pač, da je Bugatti Veyron bil do zdaj, realno je bil do zdaj, čeprav je bil zelo velik let, je bil Bugatti Veyron najhitrejši avto, zdaj ga je pač Bugatti Veyron je imel hitrost 445 km/h. Tako da to je bilo tako res bolano, 277 mil na uro, maksimalna hitrost. Za Američane, ki gledajo, ne? Ja, tako ja, pač imam, ker je zraven pisal, pa sem si tudi napisal. Ampak ja, to je bil najhitrejši avto, ampak ni bil, ker je bil dele par let, sam ni bil dolg, je bil Agrea od Congasinga, da, kako je že tista švedska firma, ki jo ne znam izgovoriti. Ampak zdaj so oni Koenigsegg. Koenigsegg, se pravi nek kralj. Ja, ne, oni. Jajc. Ja, recimo. Jesko. Ja, ne, Jesko je pa zdaj. Jesko je zdaj, Agrea je bila pa prej. Ampak to sem zdaj ugotovil, da jaz sem mislil, da je bil tudi Veyron še zmer od tega hitrejši. In Jesko vidim, da gre 483 km/h. Mislim, fora je v tem, da pač avta še niso testirali, tako da to je na papirju, naj bi to hitrost, to je 300 mil na uro. In to je ta prvo avto, ki bi dosegel 300 mil na uro. In koliko bo pa realno šel, ko ga bojo testirali, bomo pa še videli. Pa to dejansko v bistvu, kaj je pomemben, kakšne gume so? Vse je pomemben. Ja, pa tudi ti moraš sploh zmerijo recimo hitrost, če gume počijo, ali pa sploh pa lahko zmerijo hitrost. Ja, ne se dajo tako gumo, da ne počijo. Ja, samo vse, mora biti res uveren guma. Ja, seveda, itak. Ja, ampak to so govorimo o avtomobilih, ki ga lahko v bistvu si ti prevožiš. Mislim pa, če bi imel to. Ne, če ga lahko prevožim, ja vem. Ne, mislim pa, če veš, so avtomobili, ki so delani za racinga, ki dosežejo višje hitrosti. Ampak to niso production cars oziroma avtomobili, ki grejo v proizvodno tako. Se tudi teh ne naredijo, ne vem koliko veliko število, ampak pač lahko greš na listo, pa si ga kupaš. Ampak moraš spomniti ne vem koliko pogojev, koliko imaš denarja, ki boš imel avto parkiran, pa ne vem kaj še vse. Ampak lahko bi si ga kupil. Recimo neke racing avtomobile si pa ne moreš kupiti, pa ne morajo iti na cesto. To so pa avtomobili, ki so pač lahko se po cesti furaš njim, imaš tablice, imaš žmiguce, imaš vse stvari, ki morajo biti. Tako da pač, ja, in to bo pač ta Jesko, se pa imenuje po ustanovitelju Jesko, pač je bil v bistvu naredil to firmo.
in oni so po njemu poimenovali zdaj to. Zdaj razmišljam, se pravi 483. Ja. To pomeni, da si čez Slovenijo, iz Kopra v Murski Soboti v pol ure. Ja. Kar fest. Ja. Kar fest. Ja. Naprej. Ja, v bistvu, če bi imel cesto, ki bi in nobenega človeka. V teoriji, sej je ta avto, tudi v teoriji gre zdaj le to. Ja, tako. Ja, bomo videli, koliko bo realno šlo, ampak to mi je bil ful zanimiv podatek. Tako da, gremo mi naprej. Najhitrejši vlak. Kaj še ne japonski. Ja, zdaj, tukaj sem jaz to na dva vlaka dal. Dal sem pač za ljudi, ki se transportira, imamo najhitrejši vlak Šanghaj-Malgjev, nekaj tazga, 430 km/h. Zakaj sem tega dal jaz, da je kot najhitrejši kljub temu, da ni, ker je potniški, imaš 574 sedežev, nekje 4 minute rab, da pride od 0 do 430, pa drži tisto, ne? Ja. Ampak pač tukaj je še zmer, vedeti treba, da je to recimo avto, ki bo dosegel lih kot gepard, pač tisto hitrost pa ne bo mogel glih, ne vem koliko dolg cajt držati. Vlak pa drži, ja. Vlak jo bo pa dal cajt, tudi ne bo mogel, ne vem koliko, ampak boš neki cajt se lahko s tisto hitrostjo furo, ne boš sam dosegel tega. Najhitrejši realno zmerjen je bil pa v bistvu japonski vlak, 603 km/h, L-nič Series. Tako da pač full hiter, ampak pač to je fora, ker recimo ti na tega Šanghaja greš lahko v bistvu ti dele kupaš karto, imaš tri poti, ki jih fura in greš lahko gor in te pele, na tega pač realno ne moreš. Mislim, so na vsake toliko lahko, ampak to ni tako veš dnevno, da je pač tako, zaradi tega sem dal tega na prvo mesto, ker je pač normalno se lahko furaš, tako da. Zdaj gremo pa naprej na potniška letala. Tukaj smo pa zadnja tema, tukaj so pa res hitrosti tako, najprej imamo potniško, pa imamo pa še. Ja, tako. Potniško letalo, ne boš mogel verjeti, ampak najhitrejši potniško letalo je bil narejen leta 1968. Concorde. Ne, imenoval se je Tupolev Tu-144 pod Nase. Ja. In imel je 2430 km/h je šel. 2,5. Ja. Okay. 1510 milj na uro za Američane, ki me gledajo. Ja. Bil je drugač po 55 letih, ker sta dvakrat padel dol, so nehali, je bil pol v bistvu samo še za prtljago pa za te zadeve. Ampak tudi malo po tistem so tudi to ukinili, tako da pač ni bilo glih to kvarno. Ampak zdaj še eno zanimivost, zdajle Boom Overture oziroma Baby Boom, nekaj tazga se bo imenoval, bo pa leta 2025, ko bo začel to voziti, bo za 55 oseb in bo dosegel 2335 km/h. To je 100 km recimo manj, kot je bil. Bo pa varen bolj. Ampak naj bi bil to full varen in bo imel to hitrost, tako da. Ja, pa imaš pa še Jetta, to je pa Lockheed SR-71 Blackbird. A lahko gibam, približam. Daj, gibam. Se pravi, če je potniška, to gre unca je netavžen več, 3,5 mahe. 3,529. Zelo bliz. 3,529,6 km/h je najhitrejši v bistvu man-made v bistvu. Ne, ni glih man-made, ker imaš atome, ki so jih dali v CERN-u. No, še zmeraj, no, okej. Pač, ja. Plovilo, ki ga je naredil človek. Tako. Ta rekord je bil pa v bistvu posnet leta 1976 je letel s to hitrostjo in še zdaj drži. Moraš taj še hujke polž. Ja, že dalj cajta. Takrat lih nekje, se pravi 6 let predtem so začeli polžje dirke. Mogoče so zaradi tega začeli. Najverjetneje, da še za konec povem za ameriške prijatelje, 2193,2 milje na uro. Tako da pač se mi zavede. Ampak toliko najhitrejši. Zdaj si pa ti predstavljali, ne vem, avto,
483 avion, Ja, 3500. mislim. Se sprej rekel, da netopirja nisi štel, zato ker je pol luftleta, se pravi, tudi avion ni to prav. Tudi to je res. Ampak ja, sem ga omenil mislim, da mehiški, nek netopir ima 160 km/h hitrost. Kar lepo. Ja. Brzina je njihova vrlina. Čeprav biti hiter ni zmernih fajn. S to pametno mislijo zaključujemo današnjo oddajo. Tako da lep petek, pa se vidimo drug teden. Adijo. Adijo, čau.